No, prav je, da se spominjamo obletnic, začetkov, tudi danes najbrž vam misli malce uhajajo tja v letu 1965. Vsekakor, čeprav takrat si nismo predstavljali, da bomo čez 45 let to snemali in imeli na radiju cel dan program naše obletnice in pa, da bomo na internetu lahko tudi videli kaj iz tega programa. Ampak vse to je mogoče, če človek tehniki sledi, ne, in jo spremlja in uporablja. To je res. Ampak takrat smo bili takoj še popolnoma tešč te tehnike, ko smo začeli. Če računaš, da smo začeli na ciklostil ognjišče, ker nam nobena tiskarna ni hotela sprejeti prve številke. Mi smo bili pa le toliko trmasti, da smo rekli, bomo pa sami tiskali. Kar je seveda na ravni enega šolskega glasila, recimo ta ciklostilnik, da se niti ne uporabljajo, ki vse fotokopirajo, ampak takrat je bil ta sistem ciklostilni pravzaprav za večje količine edini na razpolago. No, danes so seveda tehnični pogoji drugačni, ampak tako takrat, kot tudi danes, pa upamo, da tudi v prihodnje, bo ljudi pritegnila Božja beseda, sporočilo Evangelija, kar pravzaprav je tisto, kar ognjišče dejansko posreduje bralcem. Vsekakor Evangelij je vedno sodoben in vedno je uporaben, ali bi rekli, ne zastara. In ravno to nas je spodbudilo, da v tistih časih, ko je tega bilo tako malo na našem področju, ker so vse mogoče ovire postavljali za to, da ne bi bila Božja beseda se oglaševala s temi modernimi sredstvi, kot so tisk, da ne govorimo o radiju. Takrat še sploh nismo o tem razmišljali. In zato smo takrat hoteli, pravzaprav, ko smo z mladimi v Postojni ugotavljali, kako je potrebno, da bi versko in znanje in tudi verske spodbude bile malo širše, kot pa samo nekje pri verouku, ali pri maši, v cerkvi, je bila ta pobuda, da bi razširili to naš, bi rekli, doseg našega oznanjevanja, povod, da smo se lotili tega takrat pravzaprav brezupnega načrta ali dela, ki pa je imelo Božji blagoslov, kot smo potem uvideli ali kot lahko zdaj za nazaj ugotavljamo, da se je iz tistega majhnega torej gorčičnega zrna razvilo mogočno drevo. No, ko omenjate tole majhno gorčično zrno, mislim, da je ta primera dobra tudi za predal dobrote, ki nekako se je zdaj razvil v Karitas, kot jo poznamo v Sloveniji. No, tudi to, ker namreč s tem, ko smo začeli s časopisom, posebno naslednje leto, ko smo to že tiskali, ko so le naše oblasti pač videli, da bi s tem lahko imeli kakšne koristi, vsaj tiskarna, da smo potem razširili časopis, ki je bil prej bolj sredotočen na Koper, na Postojno, kjer nastajal, in pa Koper. Ko smo pa že začeli razširjati po celi Sloveniji in smo v drugem letu prišli od 5000 izvodov naklade na 20 000, je bilo to že eno sredstvo, ki je lahko vplivalo na dogajanje v celi Sloveniji. In zato smo to sredstvo uporabili za prav razširjanje te misli, ki je absolutno evangeljska
in ki so nam jo hoteli tudi preprečiti, pa nismo pustili, ker smo rekli, če ne živimo evangelija v tem, da dobro delamo, potem sploh ne moremo živeti evangelija. Ne. In smo zato tudi začeli s to karitativno dejavnostjo. Najprej je bilo to bolj osredotočeno na predal dobrote, kot smo to imenuli, celo poštni predal dobrote, bolj na naše potrebe, se pravi v naših krogih. Tako je bil recimo en del tega dela, torej tega zbiranja prispevkov je bilo za pospeševanje ognjišča, tisti, ki ne morejo plačati ognjišče, in smo to uprizorili z raznimi tudi simboli, recimo smo gradili most, vsak toliko je pomenil toliko in toliko novih naročnikov, torej, ki smo jih v dar dali, potem nebotičnik in to je bil en del, ki je bil prav, bi se rekli, ozko vezan z ognjiščem. Potem smo en drugi del, ki ni bil tako ozko vezan, to je bil predal za Antona Vovka, škofa, kjer smo hoteli, da bi, ravno to je pa že dobrodelnost, da bi z sredstvi, ki smo jih zbrali v tem predalu, lahko pomagali revnim, tistim, ki so manj, torej bolj potrebni te pomoči, manj srečni, kot smo mi, ki smo imeli morda malo več kot ti najbolj revni. In tako je počasi prišla ta ideja, da bi pravzaprav zbirali najprej finančna sredstva, ki je najlažje, potem pa tudi, da bi hodili okrog, pobirali tudi materialna sredstva, kot so recimo obleke, ne, pa pohištvo, in smo zato nabavili tudi en kombi. To je potem se razvijalo, vedno več je bilo tistih, ki so se osveščali, da so nekaj dali za to, kar nismo imenovali Karitas, ampak za ta predal dobrote, ker Karitas je bila nekje prepovedana. Tudi to, kar smo delali, je bilo prepovedano, ker cerkev ni smela po zakonu o pravnih položajih verskih skupnosti zbirati darove ali pa za karitativne namene ali za pomoč tem, ki so v potrebi, ampak ker se nismo uklonili, so nam enkrat zaplenili nekaj, pa seveda itak smo vse sproti razdali, ni bilo kaj dosti zapleniti, oni so šli predvsem za denarna sredstva, na knjižici smo imeli nekaj denarja, ampak predvsem se je šlo za to, da bi nas obsodili na plačanje, recimo koliko smo zbrali tega denarja, ki ga bi morali potem seveda to ognjišče izročiti državnim ustanovam ali državi, torej zaplemba. Mi pa tega nismo pristali, da bi izračunali na tistem temelju, ki je bilo v ognjišču, recimo prispevam 1 zvezdico, ki je bila določena vsota, 2, 3 zvezdice, in so hoteli, da bi s tem določili, koliko smo zbrali. Če se bomo mi strinjali, so rekli, ne, mi se ne strinjamo, mi morate dokazati vsako vsoto posebej, če imate dokaz, da smo mi to zbirali, mi ne bomo pristali na nobeno drugi način. Kaznovali so nas na prvi stopnji, ampak potem je šlo to, smo delali pritožbo in potem je ta stvar zaspala in enkrat so škofom rekli, no sej, če bi rekli, da imamo prav, da lahko zbiramo, seveda bi bilo to za njih en poraz, ne?
niso tega hoteli več, zapleniti nam tudi niso upali, ker bi bil to preveč velik odmev, da bi recimo nam denar pobrali, ki ga itak nismo imeli, ker smo ga že razdelili. In zato so počakali 3 leta, da je stvar zastarala. Mi smo pa naprej pridno zbirali. Monsenjor Bole, v vseh teh letih zagotovo je bilo veselje in žalost čutiti in občutiti pri vašem delu, pa vendarle vas ljudje, bralci, ves ta čas poznajo pod vzdevkom Oče Franc. Še dan danes, na dan način odgovarjate v pismih bralcev. Ja, točno, ja. No, to je bilo zato, ker sem bil vedno proti temu, da rečejo duhovniku gospod. Ne? Tudi, ker sem bil župnik v Postojni, vsak mi je rekel gospod. Ne? In če je rekel gospod, se je vedlo, to je župnik, ne? To je duhovnik. Ne? Ampak jaz sem potem vprašal tiste mlade, sem rekel, zakaj sem gospod, imam kravato, zdaj jo imam, ampak takrat sem imel kolar, ker sem bil na župniji, jo nimam, torej nisem gospod. Ne? In da je ta naziv, ki je bil udomačen, je še zmeraj udomačen nekje, neprimeren za duhovnika, ne odgovarja temu. In da to, kar imajo praktično povsod po svetu, duhovniku rečejo oče, fater ali padre, ali, ne, ker je to pa je duhovni oče v svoji župniji, duhovni oče v svojem delovanju. In zato, ko smo prišli v Koper, takrat je že kaplan, ki je bil z nami sodeloval od začetka, Ravbar Bojan, on je pravzaprav to ime oziroma ta način oslavljanja duhovnikov prenesel tukaj na Obalo. In zato so vsakmu rekli, in tudi še zdaj tukaj rečejo, ne, oče Franc, oče Bojan, oče Lojze, ali karkoli je. In to pomeni duhovnika. Ne. Seveda to se ni razširilo po celi Sloveniji, žal, ampak dobro, ni to tudi tako grozno važno. Važno, da je duh ta pravi, ne. Marsikdo je tudi zato, ker se podpisuje oče urednik, ne, se je zares ali pa hudomušno rekel, ne, meni kdo reče, oče, bo šel na sodišče, naj mi to dokaže. Oče Franc, vendarle skozi ta pisma bralcev, posebej pa še skozi pismo meseca, ves ta čas spoznavate, kakšna pravzaprav je duša slovenskega človeka, kako nekako sprejema tudi te družbene spremembe, ki se dogajajo. Vsekakor je bila ta zamisel, ki takrat je bila, sploh še ni obstojala pri nas, da bi bralci s pismimi lahko v časopisih se oglašali, dobra. Mi smo jo sicer povzeli po italijanski reviji, ki nam je bila zelo všeč, Familia Cristiana, to je krščanska družina, ki je imela takrat 1,5 milijona naklade, to je bil tednik italijanski in tudi še zdaj je najbolj razširjen verski časopis ali verska revija v svetu. In tam so imeli to, recimo, pismo tedna, ker je to tednik bil, ne, kjer, in to na prvih straneh, ne, kjer je urednik odgovarjal na različna vprašanja in to meni je bilo zelo všeč, posebno, ker je to odraz potem v teh pismih vzdušja, kakšno je vzdušje med ljudmi, med mladimi, pa tudi v začetku smo bili bolj usmerjeni na mlade, ampak tudi med sploh tistimi, ki doživljajo takrat, tisto leto, tisti mesec svoje stiske, ne, da smo potem lahko malo to tudi svoje delovanje črpali iz teh torej spoznanj in pa seveda v teh pismih, pismo meseca in pismih, sem jaz odgovarjal na tista vprašanja, ki so jih postavljali in je bilo to pravzaprav en katekizem za
mnoge, ker drugače verske vzgoje mnogi niso imeli in da so potem prišli do nekih odgovorov, ki so služile ne samo tistemu, ki je vprašal, ampak in seveda to je bila potem umetnost izbrati ta prave pisma in potem napisati odgovor, ki bo zadovoljil bralce. Ne. In to mislim, da nam je uspelo in da smo potem s tem ognjišče posodobili, ker smo vedno so imeli tista problemi, ki so bili aktualni. Ne.